Pretekli teden je Slovenija postala prava poldruga država. Poldruga premierka Alenka Bratušek je imela poldruge težave, a tudi poldruge uspehe. Ni še našla zamenjave za odstopljenega gospodarskega ministra, ko je odstopil še en minister in skoraj bi še drugega pol. Vse se je dogajalo medtem, ko je premierka potovala po Evropi in prišla do spoznanja, da se ženske v politiki dobro obnesejo. Še prav posebno ona sama in Angela Merkel. Da je ona sama celo večja od Angele, Alenka v svoji skromnosti ni omenila, ampak vse to se vidi že oddaleč. Se je pa pohvalila, da je francoski predsednik Hollande zagotovil, da zaupa slovenskemu gospodarstvu in čiščenju bank. To, da dokaj levemu predsedniku že dolgo ne zaupa večina Francozov, pa tako ni Alenkin problem. Zaradi ministrskih odstopov, ki so se medtem dogajali doma, pa so se mnogi spraševali, ali je prva ministrica na službeni poti res tako dobra šivilja, da bo lahko kar nadaljavo zakrpala vse večjo luknjo v svoji vladi. Izkazalo se je, da je. Odlična šivilja namreč. Gospodarsko ministrstvo boš kar ti prevzel, je rekla ministru za finance Urošu Čuferju in ga strogo pogledala. Revež ni nič odgovoril, temveč je tako kot ponavadi zgovorno molčal. Zlobni jeziki na izstrela udarivanje pa so takoj začeli opozarjati, da zna biti Čufer še dosti hujši od predhodnika. Stanko Stepišnik je moral ministrstvo zapustiti zaradi vsega 500 000 subvencij, ki jih je v času njegovega ministrovanja dobila njegova firma Emo Orodjarna. Uroš Čufer pa je, kot vemo, na ministrski položaj prišel naravnost iz Nove Ljubljanske banke, ki bo prav kmalu potrebovala subvencijo v višini več milijard. Uradno se temu sicer ne reče subvencija, ampak dokapitalizacija. Ko pa govorimo o evrih, je razlika samo v tem, da gre za bistveno večje zneske. Po tej genialni kadrovski rešitvi je poldruga premierka uspela najti še enega poldrugega ministra za zdravstvo. Glej, Karl, najboljše bo, če boš kar ti, je predlagala ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu. Saj res, kaj se pa zamudi? Bil je že minister za obrambo, pa minister za okolje in prostor in naposled minister za zunanje zadeve, zdaj bo pa pač kot poldrugi minister skrbel še za zdravstvo. Nekateri so sicer zaskrbljeni. Stranka Desus, ki jo vodi, se je prvič odpravila na volitve z geslom Upokojenci bomo živeli večno. To pomeni, da bi Erjavčevo prizadevanje za izpolnitev predvolilnih obljub utegnilo do kraja izsušiti tako zdravstveno kot tudi pokojninsko blagajno. Seveda pa si je idejo o večnem življenju upokojencev mogoče razlagati tudi na drug način. Poldrugi minister Karl bi namreč kot minister za zaključna dela v zdravstvu lahko upokojencem kot zavarovancem prve kategorije zagotovil krste in žare kar na recept. Vse ostale pa bi kot zavarovance druge kategorije lahko Karl Erjavec kot zunanji minister poslal na zdravljenje v tujino. Če bi bilo zdravljenje uspešno, bi si lahko ozdravljeni zavarovanci v tujini poiskali še zaposlitev in razbremenili Slovenski zavod za zaposlovanje. Rečemo lahko, da bi na ta način ubili, če še ne 2, pa vsaj poldrugo muho na en mah. V primeru neuspešnega zdravljenja pa tudi ne bi bilo konec sveta. Navsezadnje bi lahko še zmeraj pridobili pravice zavarovancev prve kategorije, se pravi, da bi jim pripadla krsta ali žara.